Pozdravljeni nazaj v popoldanskem delu današnjega simpozija. Na našem popoldanskem panelu bojo z nami govorili naši predavatelji na temo astronomije. Panelu Astronomija bo predsedovala profesor dr. Andreja Gomboc, profesorica za astronomijo in raziskovalka v Centru za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici. Profesor Gomboc, predajam besedo vam. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni vsi. Hvala za vabilo in za to priložnost, da vodim panel z naslovom Astronomija na današnjem simpoziju, ker mi je res v veselje, tako zaradi teme, kot seveda tudi zaradi današnjih predavateljev. Astronomija je ena najstarejših znanosti. Njeni začetki segajo v čas prvih civilizacij, ko imamo dokumentirano, da so sistematsko opazovali nebo, zbirali astronomske podatke in na podlagi tega izdelali koledarje, ki so bili seveda ključnega pomena za te prve poljedelske civilizacije. Razvoj astronomije je takrat seveda šel naprej, z roko v roki z razvojem drugih znanosti, tehnologije in družbe nasploh. Seveda je pogosto naslednje korake, preboje v astronomiji omogočil razvoj tehnologije, po drugi strani pa tudi astronomija omogoča razvoj tehnologije. Na primer, instrumenti, ki jih uporabljamo v astronomiji ali pa ki jih načrtujemo, so pogosto čisto na robu zmogljivosti v nekem trenutku in potem ravno ta astrofizikalna motivacija, ta radovednost človeštva, ki stoji za tem, spodbuja, da se, ali pa omogoči, da se zbere dovolj denarja in znanja okrog neke ideje, da se najde neke tehnološke rešitve, ki so potem uporabne tudi na številnih drugih področjih. In ravno to, da ta infrastruktura, ki jo želimo, ki jo potrebujemo za naslednje astrofizikalne preboje, je vedno večja, vedno dražja, pomeni, da moramo vključiti v razvoj takih projektov velike finančne in pa človeške vire. In to pomeni, da morajo države med sabo sodelovati in to je seveda osnova, da rabimo mednarodno sodelovanje pri raziskovanju vesolja. Saj itak astronomija verjetno nikoli ni bila nacionalno omejena, ampak danes je res zelo mednarodna. In ravno ta razvoj tehnologije nam omogoča, da danes si postavljamo vprašanja oziroma da iščemo na znanstven način odgovore na vprašanja, ki si jih človeštvo zastavlja že vrsto let oziroma tisočletij, in sicer kakšen je naš položaj v vesolju, kakšno sploh vesolje je, kako je nastalo, kako se razvija, kako bo končalo. In ena ključnih ugank pri teh slednjih vprašanjih je seveda obstoj temne snovi in njene lastnosti, in to je ta rdeča nit, ki bo danes povezovala tri predavanja, ki bomo slišali. In sicer bomo najprej poslušali predavanje profesorice dr. Maruše Bradač, potem dr. Andreja Dvornika in potem še dr. Miha Moškinja, ki nam bo podal, prva dva nam bosta dala bolj tak astrofizikalni pogled na to temo, dr. Moškinja pa bolj z perspektive fizika osnovnih delcev. Vprašanja prosim, če postavljate v ta Q&A, kot je bilo tudi že prej povedano, in bom kar na kratko predstavila našo prvo predavateljico. Doktorica Bradač se ukvarja z gravitacijskim lečenjem, dela kot profesorica, redna profesorica na Univerzi v Davisu in je zelo pomembno prispevala k opazovanjem galaksij in pa določanju lastnosti temne snovi. Ukvarja se pa tudi z prvimi oziroma najzgodnejšimi znanimi galaksijami v vesolju. Same zanimive teme. Prosim, Maruša. Hvala za ta lepi uvod in hvala tudi da začnemo malo razmišljati o temi današnjega dneva in tem povezovanju. Veseli me, da sem lahko tukaj z vami, sicer le po Zoomu, ampak seveda je to odlična priložnost, da se spoznamo, pa čeprav po online platformah. Torej ja, kot je Andreja povedala, danes bomo govorili o temni snovi in tudi o prvih galaksijah, ki so nastale v vesolju. Torej, govorili bomo v bistvu o temni strani vesolja in
prav rada bi vas popeljala na prav to potovanje do samih začetkov našega vesolja in odkot sami prihajamo. Samo malo. Tako da, kot sem rekla, temna stran vesolja bo tema, s katero se bomo ukvarjali. Upam, da vidite moje predavanje. Preden pa začnem za to temo, pa kot sem že rekla, govorili bomo o tem, odkot prihajamo, pa ne o tem, kdo so naši predniki, ampak res, kako je nastala naša galaksija, kako so nastale galaksije v vesolju, od prav prvih začetkov vesolja. In v tem zvezi bi rada najprej govorila samo malo o tem, odkot prihajam jaz, torej sem iz Slovenske Bistrice. Šolo sem opravljala seveda tam, potem sem pa študirala v Ljubljani, 2 letnika sem opravila na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, ki mi je dala odlično podlago za to, da sem lahko začela svoj študij potem v tujini, v Nemčiji, in kasneje sem odšla na postdoktorski študij, najprej v Združene države Amerike, najprej na Stanford in potem še v Santa Barbaro. In kot smo že dejali, sedaj pa učim na Univerzi v Kaliforniji v Davisu. Danes vas bom pa peljala na prav začetek našega vesolja, ampak predno se spustimo tja, bomo pa začeli kar na našem vrtu, no, malo manj vrtu, ampak pri našem Soncu. Torej, probamo ugotoviti, iz česa je sestavljeno vesolje. Začnimo z svetlo stranjo vesolja, kajti to poznamo in to nam je nekako bližje. Torej, če preštejemo vse zvezde v vesolju, kot je to delal Palček Smuk, za tiste, ki ste dovolj stari, da se Palčka Smuka še mogoče spomnite. Naš Sončev sistem ima eno zvezdo, naša galaksija ima en tera oziroma 10 na 12 zvezd, čeprav danes sem tudi ugotovila, da ji ne pravimo Mlečna cesta, sami pravimo tej galaksiji naša galaksija. Imamo več kot 10 na 11 galaksij oziroma 100 milijard galaksij v vesolju in če pomnožimo 10 na 11 krat 10 na 12, kolikšno količino zvezd ima takšna navadna galaksija, dobimo številko približno 10 na 21, nimajo vse galaksije seveda toliko zvezd kot naša, dobimo v bistvu več kot 1000 trilijonov zvezd v našem vesolju. Torej, svetla stran vesolja je ogromna in tukaj gre za ogromno snovi in ogromne količine tega, kar nam seveda lahko povzroča glavobole, ampak kaj kmalu se je pa izkazalo, da je to le majhen delček vesolja, ki ga poznamo. Torej, jate galaksij so v bistvu velike skupine galaksij, tukaj gre za skupino, ki je gravitacijsko povezana kakšnih 1000 galaksij. Sama se ukvarjam s temi opazovanji, zelo rada uporabljam Hubbleov vesoljski teleskop in tukaj je prav slika narejena s tem Hubbleovim vesoljskim teleskopom, ki ga vidite na desni strani. Ti teleskopi nam dajo izredno ostre slike vesolja in tukaj vidimo eno takšno jat galaksij. In če pogledamo, ima ogromno galaksij in spet lahko preštejemo vse zvezde, ugotovimo, kakšna je njena masa in tako začnemo v bistvu ugotavljati, kako so te največje strukture v vesolju, najbolj masivne strukture v vesolju tudi povezane. Ampak že leta 1933 je Cviky, ki je opazoval eno takšno jato galaksij v Berenikinih kodrih, ugotovil, da v bistvu to, kar zaznamo z očmi, ni dovolj. Torej, ko je preštel vse te zvezde, medzvezdno snov, je ugotovil, da se te galaksije v jata galaksij gibljajo z preveliko hitrostjo. Torej, če pomislimo, če vržemo kamen v zrak, če ga vržemo z manjšo hitrostjo, bo ta priletel nazaj na Zemljo. Če ga pa vržemo z dovolj veliko hitrostjo, seveda kamnov ne moremo metati tako hitro, ampak rakete lahko zapustijo Zemljo z dovolj veliko hitrostjo,
se pa le ta ne bo nikoli vrnila. Na primer, tale sonda Horizon, ki je preletela Pluta, je dosegla dovolj veliko hitrost, da se le ta ne vrne. In ko je Cvik izmeril hitrosti teh galaksij, v jata galaksije ugotovil, da se te gibljajo tako hitro, da se nikoli ne bi vrnile, če imajo pač tale jata takšno maso, kot je on predvideval s tem štetjem zvezd. Tako je že takrat ugotovil, da je ta jata sestavljena še iz nečesa drugega. On je takrat to imenoval nevidna snov in tako se je začelo v bistvu raziskovanje v to neznano snov, ki sestavlja te jate galaksij. In tukaj je prišlo do ogromnega preboja, zaradi tega, ker zamislite si, da ste biolog in celo življenje se ukvarjate s sloni in mislite, da študirate slona. No, prav tako so se astronomi že stoletja ukvarjali z raziskavo snovi, raziskave zvezd in podobnega. Raziskovali so njihovo zgradbo, veliko so se naučili o kemiji in fiziki snovi, a naenkrat so ugotovili, da so ves ta trud in čas vložili v raziskave le nekaj procentov celotnega vesolja. Če se vrnemo na biologe, to je tako, kot da bi biologi preučevali slona, ampak ugotovili, da so v bistvu ves ta čas gledali le njegov rep. In prav zaradi tega so te raziskave postale pomembne in želimo si pač narediti preboj in ugotoviti, kakšna je pa sedaj lastnost te temne snovi. No, Cvik sicer nečesa ni vedel, te jate galaksij so sestavljene tudi iz vročega plina, ki pa seva v rentgenski svetlobi, in ker je naša atmosfera neprepustna za rentgensko svetlobo, Cvik je takrat leta 1930 tega ni mogel opazovati. Hvala Bogu, da je naša atmosfera neprepustna za rentgensko svetlobo, ker drugače bi vsi bili že mrtvi. Za astronome je pa to malce problem, čeprav ta problem smo rešili, da smo poslali seveda spet vesoljske teleskope nad našo atmosfero. Tukaj je Chandrin vesoljski teleskop, s katerimi opazujemo ta vroč plin. 30 do 100 milijonov kelvinov ima ta plin, če si hočete tudi 30 do 100 milijonov Celzijev, če si boste lažje predstavljali. In tega plina je dosti, kar 6-krat več kot mase vseh galaksij je tega plina. Ampak tudi to ni bilo dovolj, da bi razložilo, zakaj se te galaksije v jatah gibljajo tako hitro. Najboljši način raziskovanja nevidne snovi je pa gravitacijsko lečenje. Tukaj imamo primer gravitacijskega lečenja galaksija v ozadju in Hubbleov vesoljski teleskop. Kolikor ni nobene mase med galaksijo in teleskopom, so žarki, ki pripotujejo v teleskop, gredo po ravni črti. Kolikor pa imamo vmes maso, nam je pa že Einstein povedal, da se bo prostor-čas ukrivil. Tule bomo tole naredili s pomočjo PowerPointa, podamo tule eno veliko maso, eno jato galaksij na sredi, seveda tukaj ne gre za dejanske razdalje, ampak toliko, da se predstavljate, pa pride do ukrivljenja žarkov, svetlobnih žarkov in tisti žarek, ki pripotuje v naš teleskop, ne pride po ravni črti, ampak pride po tej ukrivljeni krivulji in tako ne vidimo galaksije v tisti smeri, kot bi jo videli, če ne bi bilo mase galaksij, če ne bi bilo mase vmes, ampak jo vidimo v bistvu pod drugim kotom. Ker gre tukaj seveda za simetrijo, poznamo še druge rešitve in tako vidimo večkratne preslikave teh galaksij. In več kot je mase, bolj se ukrivi prostor-čas in tako dobimo večje kote in s pomočjo merjenja teh kotov lahko ugotovimo, kakšna je masa te jate. In tukaj masa ne rabi oddajati svetlobe, masa sama ne rabi oddajati svetlobe, tako da lahko preučujemo na ta način tudi temno snov. To smo seveda izkoristili, tukaj imamo dve galaksiji, ki predstavljata to lečenje in pa na desni strani še enkrat jata galaksij, ki sem jo pokazala že prej.
v tej oranžni barvi vidimo galaksije, zadaj pa vidimo še tele preslikave, večkratne preslikave galaksij oziroma takšne ukrivljenje, popačenje slike galaksij, ki so posledice lečenja, in na podlagi teh preslikav lahko potem seveda ugotovimo, kakšna je masa galaksije. Če vam to mogoče še ni čisto domače, bom ponudila kozarec vina, čeprav ne bomo uporabljali kozarca, niti vina, ampak uporabljali bomo samo pecel kozarca. Sedaj prihajajo božični časi, verjetno imate doma prižgano kakšno svečo, in če pogledate sliko te sveče skozi pecel kozarca, boste videli prav podobno preslikavo. Tudi tukaj pač tale pecel kozarca deluje kot leča in ukrivlja svetlobo, in lahko si predstavljate, večji, ko bi bil kozarec, večji bi bili ti krogi, in tako lahko izmerimo mase tega kozarca. Seveda se to dogaja tudi v naravi, torej če bi namesto sveče uporabili galaksijo v ozadju, dobimo na primer tule slika 4-kratne preslikave. Če se vse lepo poklopi in imamo vse v simetriji, potem dobimo kar celotne obroče, tako imenovane Einsteinove obroče, kot jih vidimo tukaj. Če pa stvari pogledamo pod rahlim kotom, ali pa je masa malo bolj eliptična, pa dobimo takšno dvojno preslikavo, kot jo imamo na desni strani. S pomočjo te tehnike smo se z raziskovalci odločili, da bomo pogledali jato galaksij, tako imenovan bullet cluster oziroma v prevodu puščica. Tale jata galaksij je oddaljena od nas 5 milijard svetlobnih let in izgleda nekako takole. Ko smo prvič dobili podatke iz te jate galaksij, se nam jata sama ni zdela nič kaj posebnega. Torej z optičnimi teleskopi, tukaj je slika z Hubblom tudi, smo zaznali v bistvu 2 jati galaksij. Če pogledamo, ko gledamo, kje so te jate galaksij, se osredotočimo na te oranžne galaksije, eliptične galaksije, ki večinoma sestavljajo jate, in astronomi bodo verjetno prepoznali, kje sta te 2 jati galaksij, sta pa tule tudi obkroženi, da se lažje vidi. Torej, šlo je za 2 jati galaksij, takšnih imamo kar dosti, te jate galaksij se združujejo in tako jih imamo več takšnih na nebu. Kar je pa bilo pri tej jati galaksij prav posebno, je pa, ko smo se odločili, da pogledamo, kje pa je vroč plin v tej jati galaksij, in ugotovili, da v nasprotju z pričakovanji, ko bi vsaka jata galaksij imela svoj oblak vročega plina, se pa ta ni ujemal z pozicijami jat galaksij, ampak vidimo, da je malce premaknjen. Zraven tega pa ima tudi tale desni oblak plina, ki ga vidimo tukaj v rdeči, to značilno obliko puščice, in potem je tudi jata galaksij dobila ime. Takoj, ko smo dobili to sliko, smo ugotovili, da gre tukaj za izjemen primer, kjer sta te 2 jati galaksij verjetno trčili, in sedaj zaradi trka galaksije potujejo skozi prostor nemoteno, ker jih je sorazmerno malo, ampak plin pa trka med sabo in pride do zaostanka, in tako vidimo, da sta oba oblaka plinu v bistvu v zaostanku z galaksijami. In tule še trajektorija, torej pot, ki bi jo ta manjša jata galaksij opravila v primerjavi z večjo. Stvar je bila izjemna tudi zaradi tega, ker gre tukaj za izjemne energije. To je najbolj energetski pojav po velikem poku v vesolju, kajti tale trk 2 takšnih ogromnih jat galaksij sproži ogromno energije. Zanimalo nas je pa seveda, kaj počne temna snov. Torej, že Cvik je vedel, da temna snov obstaja, sami smo pa hoteli vedeti, kako se ta temna snov obnaša, in v bistvu smo imeli 2 možnosti. Ali se bo temna snov obnašala tako kot plin, kar bi pričakovali, če se dogajajo kakšnikoli trki med temno snovjo, kar je bilo za pričakovati,
kolikor je ta temna snov, ima lastnosti, vsaj malo podobne lastnosti stvari, ki jih poznamo na Zemlji. Vkolikor pa ne trka, bi pa temna snov sledila galaksijam, in ko smo naredili gravitacijsko lečenje, torej pridobili karto mase v teh jata galaksij, smo ugotovili, tukaj sedaj v modrem, smo ugotovili, da se ne obnaša tako kot plin, obnaša se čisto drugače, kar je bilo zelo nenavadno. Tukaj je še simulacija, modre so delci temne snovi, rdečo je plin, in vidimo, da ko obe jati galaksij trčita, seveda pride do trkanja med vodikovimi atomi v plinu, medtem ko pa temna snov, za temno snov smo pa morali v teh simulacijah predvideti, da nima prav nobene interakcije, da smo dobili rezultat, ki smo ga tudi opazovali. Tukaj še opazovanje. Torej gre za zelo nenavadno lastnost, torej interakcija temne snovi sama s sabo in pa z navadno snovjo se obnaša zelo čudno. Imamo seveda interakcijo preko gravitacije, tista je vedno tam, ampak delci temne snovi ne trkajo z navadno snovjo in ne trkajo z temno snovjo. Torej, obeh teh interakcij ni, kar je v bistvu za snov zelo čudno, ampak lahko smo pa zmerili vrednosti in s tem pridobili prve podatke o tem, kaj temna snov sploh je. In ugotovili smo, da je zelo čudna in da je zelo asocialna. To si predstavljate, kot da imate ogromno ljudi, ki se naenkrat srečajo drug z drugim, na primer na smučišču, ampak nobenega niti ne opazi in grejo skozi drugega, tako kot so v Harry Potterju, na primer, hodili skozi stene gradu. Torej, kaj lahko zaključimo iz tega je, da temna snov ne interagira razen preko gravitacije, torej ni nobenih močnih sil, ni nobenih elektromagnetnih sil, ki jih v fiziki poznamo, ne more narediti trdne snovi, kot na primer tale miza ali kakršnakoli snov, ki jo poznamo na Zemlji, in zaradi tega je to seveda zelo zanimivo in vredno raziskovanja, in v nadaljevanju boste slišali še mnogo drugih raziskav o tem, kako poskusimo ugotoviti, kaj bi ta temna snov sploh lahko bila. Torej, zaključek je, temna snov ne interagira, je zelo asocialna in tako smo dobili ta slajd, kjer piše, da temna snov večini vesolja se niti ne ljubi, da bi se z vami pogovarjala. Tako da, kot sem rekla, zelo asocialna. Sedaj pa v zadnjih 5 minutah, če še lahko, pa bi govorila o nastanku prvih galaksij. To je tema, s katero sem se v zadnjem času začela bolj intenzivno ukvarjati, kajti prihaja do tehnoloških razvojev, ki nam bodo omogočili, da res opazujemo te galaksije, ki so nastale prav po velikem poku. Do sedaj jih opazujemo predvsem z Hubblovim vesoljskim teleskopom, tukaj še enkrat Hubble. In ko Hubble usmerite v nebo, tukaj na primer nočno nebo, tamle vidite luno na desni strani, vidite, da najprej se ugotovimo, da ima Hubble zelo majhno vidno polje, torej tale mali rdeči kvadrat nam predstavlja, kakšno vidno polje ima Hubble. Ampak, ko pogledamo vsako takšno sliko, ki jo naredimo s Hubblom, ima 10 tisoč galaksij, ki jih lahko opazujemo, in v vsakem takšnem malem delcu, in ugotovimo, da imamo ogromno galaksij. Ampak mene ne zanimajo tiste svetle, ki jih tu vidite na teh posnetkih, ampak gre tu za zelo dolge posnetke, kjer lahko pa potem vidimo tiste prve galaksije, ki so nastale v vesolju, kajti dlje kot pogledamo v preteklost, dlje kot pogledamo v razdalji, torej če pogledamo tiste galaksije, ki so zelo, zelo oddaljene od nas, je svetloba od njih potovala 13 milijard let, in tako vidimo galaksije, ki so nastale na samem začetku našega vesolja.
Kar sledi je dejanska slika ene prvih galaksij in če ste pričakovali kakšno sliko, kot je naša galaksija, ste malce zmotili, kajti tole izgleda približno tako. Majhen oblak na tej sliki, ampak takšne posnetki razkrivajo ogromno informacij o teh galaksij. Torej, tukaj smo opazovali takšno galaksijo. Svetloba je do nas potovala 13,3 milijarde let, torej gledamo galaksije na samem začetku našega vesolja. Da si tole časovnico znamo malo boljše predstavljati, če se recimo danes postavimo v 31. december, se vem, da še nismo tam, ampak samo za tole predstavitev, in pomislimo, da je veliki pok, torej začetek našega vesolja, ki je bilo pred 13,8 milijardami let, postavimo na 1. januar, torej časovnica enega leta, potem naša galaksija nastane nekje 1. aprila, pa to ni šala, res tam nekje okrog 1. aprila nastane, naš Sončev sistem nastane nekje 31. avgusta. Ta prve galaksije in prve zvezde pa nastanejo 10. januarja, prve zvezde galaksijo, ki pa videti pa že 14. januarja. Torej, resnično lahko vidimo v sam začetek vesolja in še za primerjavo, kolo smo izumili šele 12 sekund pred polnočjo. Torej, v 12 sekundah je človeštvo razvilo ogromno tehnologij in ogromno smo se naučili o našem vesolju, kljub temu, da to vesolje obstaja že zelo dolgo in jaz verjamem, da je še dosti skrivnosti, ki jih bomo opazovali. Prav zato sem se priključila ekipi, ki je naredila eno od kamer za James Webbov vesoljski teleskop. Kmalu tudi pri vas doma, to je v bistvu naslednji Hubble, ki bo opazoval v infrardeči svetlobi. Oktobra 2021 bomo izstrelili ta velik teleskop. V nasprotju s Hubblom, ki pa kroži nad nami samo 500 kilometrov nad Zemljo, pa gre ta teleskop mnogo dlje in gre za 1,5 milijonov kilometrov stran in tako bomo opazovali z tem teleskopom. Upam, da že oktobra, ko bomo dobili nove slike teh prvih galaksij in uspeli narediti izjemne posnetke našega vesolja. Do takrat pa prijetno čakanje, zelo bomo živčni astronomi in upam, da se vse posreči. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Maruša, res zelo zanimivo. In ja, James Webb teleskop že zelo dolgo čakamo, upam, da bo v tem prihodnjem letu. Mogoče eno vprašanje. Torej, pravkar so naredili test, ravno včeraj smo dobili informacije, da je ta zadnji test, tukaj vidite, ima tale Sončev ščit, ki ga je treba raztegniti, kajti teleskop sam je prevelik, tole je veliko kot teniško igrišče, ne gre v raketo in ga je treba zložiti. In prav včeraj so naredili zadnje teste, ko so uspešno zložili in razpeli tale ščit, in tako da je teleskop sedaj pripravljen za naslednje. In tako da trenutno vse poteka po planu, da bomo to res izstrelili oktobra 2021. Krasno, ja, to je zelo pomembno, da se ta ščit potem tudi razloži, ko bo enkrat v vesolju teleskop. Mogoče eno vprašanje, ker tako tudi širše za publiko. Temno snov si omenjala, da je tam v tistih jatah galaksij oddaljenih. Kaj pa v naši okolici? Tudi v naši okolici temna snov je prisotna tudi v naši galaksiji, tudi v naši okolici, naprimer v sobi, kjer ste trenutno, sicer ne vemo, kakšno maso ima, ampak sklepamo, da je kakšen en delec temne snovi tudi v vaši sobi, 1 do 2. Seveda ga ne boste zaznali, kajti, kot sem že povedala, ti delci prehajajo skozi snov, ne interagirajo, ne trkajo. Tudi če pomislite, koliko delcev navadne snovi imate v svoji sobi, če se še spomnite kemije in velikosti Avogadrovih številk, boste hitro izračunali, da gre tu za ogromno količino delcev navadne snovi.
Vsekakor je pa temna snov se nahaja tudi v naši najbližji okolici. Kaj pa mogoče še, ker si omenjala pač lastnosti delcev temne snovi, katere lastnosti lahko določimo z astrofizikalnimi opazovanji? Mislim, recimo, verjetno nek reakcijski presek, to, če trčita dva delca, lahko še kaj drugega, da bomo videli potem tudi sliko, katere pa lahko recimo iz fizike osnovnih delcev z eksperimenti. Torej, kar smo lahko zmerili z temi opazovanji, je presek, ko temna snov trči z delcem temne snovi. Gre pa tudi za ostala opazovanja, kjer lahko opazujemo interakcijo temne snovi z navadno snovjo. Tukaj je naš eksperiment malo bolj bos, ampak recimo fizike osnovnih delcev so pa naredili ogromne eksperimente, o katerih bomo danes mogoče celo nekaj še slišali, kjer v bistvu čakamo navadno snov, imamo seveda v tunelih in zaščiteno od zunanjih vplivov, in potem, če delec temne snovi trči v en takšen delec, bo ta delec zanihal. Tukaj gre za izjemno majhne nihljaje, ki jih je treba izmeriti, zato gre tukaj za ekstremno natančne eksperimente, ki to počnejo. In trenutno tudi oni še niso zaznali takšne interakcije, ampak postavljajo pa zelo dobre te limite, ki v bistvu zgornje limite, da lahko teh meritev povejo ogromno. Predvsem pa nam vedno bolj dajo vedeti, da je temna snov nekaj res takšnega, kar še nismo zaznali na Zemlji. Najlepša hvala. Mogoče imamo kakšno vprašanje? Imamo vprašanje iz publike, kakšen je odnos med temno snovjo in črnimi luknjami, če mogoče lahko na kratko čisto poveš. Torej, črne luknje in temna snov nimajo kaj dosti skupnega, kajti črne luknje so tiste, ki jih poznamo, so narejene iz navadne snovi. Je pa res, da če imate oblak temne snovi, ki pride v bližino črne luknje, bo pa tudi ta padel v črno luknjo, kajti preko gravitacije pride do interakcije, in tako da bi se v tem primeru črna snov obnašala podobno kot navadna snov, ki pade v črno luknjo, čeprav svetila pa ne bi. In črna luknja bi potem zrasla. Ja, kajti temna snov vemo, da ima maso, in tako da glede gravitacije se obnaša popolnoma enako. Super. Najlepša hvala, Maruša. Gremo sedaj na naslednje predavanje, in sicer dr. Andrej Dvornik. Dr. Dvornik je podoktorski raziskovalec na Univerzi v Bochumu v Nemčiji, upam, da sem prav izgovorila. Ukvarja pa se z šibkim gravitacijskim lečenjem, pri čemer uporablja podatke z velikih pregledov neba. Prosim, Andrej. Tako je, hvala Andreja za predstavitev. Jaz bi tudi še dodal, tudi kot je Maruša predtem, sam sem tudi iz Štajerske, iz Ruš. Iz Ruš nadaljeval, ker sem študiral na to v Ljubljani, tudi sledil predavanje Andreje. Na to me je pač pot zanesla na Nizozemsko, ker sem končal magisterij iz astronomije in nato tudi doktorat. Sedaj pa že drugo leto proučujem nebo pač v velikem deležu v Bochumu, v Nemčiji, v Porurju. Predstavil bom pa gravitacijo kot povečevalno steklo, in zaradi dejstva, da ker mi z Marušo proučujemo zelo astronomski efekt, ki je na isti način, bo prvih nekaj slajdov zelo podobnih. Najprej bi pa vam predstavil naš recept za vesolje kot tako. Namreč vemo iz vseh opazovanj, tudi na teh, s katerimi jaz sodelujem, da je vesolje sestavljeno večinoma iz temne energije. Dobrih 3/4 vesolja je takšen, ki ga sploh ne vidimo in sploh ne vemo, kaj je. 23% je temne snovi,
5% pa zvezde, plina, planetov in prahu v vesolju. In temno snov in navadno snov lahko pač zaznamo z našimi eksperimenti, o temni energiji pa samo vemo, kako vpliva na širjenje vesolja. In to pomeni, da približno 95% vesolja ne vidimo direktno sploh. V tem predstavitvi vam predstavljam, kako lahko temno snov, v bistvu, kako točno vemo, da imamo 23% temne snovi, recimo, in kako pridemo do teh zaključkov, ki so predstavljeni na tem receptu za vesolje. Se pravi, ja, vprašanje je, odkot nam ta številka, odkot ta številka pride točno. Moram povedati, da to številko poznamo kar zelo natančno in smo kar prepričani o tem, da vesolje v bistvu je 23% temne snovi. Prvo kot prvo pa vprašanje se zastavi, kaj točna gravitacija je. Vemo, sam Isaac Newton je predstavil teorijo gravitacije kot privlak med objekti z masami, je osnovna sila, ki privlači vsa telesa z maso. Vendar opazovanja na to v pretekli zgodovini so pokazala, da to v bistvu ne drži točno, namreč orbita Merkurja okoli Sonca ni bila takšna, kot bi jo Newtonova teorija predstavila. To je eden izmed dokazov, da njegova teorija namreč na vseh razdaljah ne deluje. Einstein je leta 1915 predstavil splošno teorijo relativnosti, ki predstavi gravitacijo kot posledico ukrivljenosti prostor-časa. Namreč vsako masivno telo v vesolju bo ukrivilo prostor-čas in to se bo poznalo kot sila gravitacije. In s pomočjo Einsteinove teorije relativnosti na to lahko ugotovimo, koliko se ta svetloba ukrivi. Namreč svetlobni žarek, ki potuje okoli Zemlje, se bo zaradi mase Zemlje ukrivil. Seveda Zemlja ni tako zelo težka kot galaksija, kot je Maruša rekla, vendar ta ukrivljenost prostor-časa je dovoljšna, da GPS recimo ne bi deloval brez popravkov zaradi splošne teorije relativnosti. Tukaj vam predstavljam podobno sliko, kot je predstavljala Maruša, namreč velika količina mase med oddaljeno galaksijo predstavljeno v rdečem in galaksijo v ospredju bo ukrivila pot žarkov od oddaljene galaksije in lečila to galaksijo v ozadju in kot posledico tega lahko vidimo to oddaljeno galaksijo v različnih preslikavah, pa tudi povečano, to tudi sam izraz gravitacijsko lečenje. Preučevanje posameznih jat galaksij in lečenje okoli jat je dokaj enostavno, ampak lečenje je posledica celotne mase v vesolju. Namreč, če imamo v modelu tu označene desno zgoraj na slajdu dve oddaljeni galaksiji, vsa masa označena v rdečem bo ukrivila pot svetlobe do nas in prikazala to kot drugačno sliko. In temu pravimo kozmično striženje, namreč vsa temna snov in vsa ostala masa bo popačila vse slike galaksij, ki jih lahko pač zajamemo na teleskopu. Kot posledica lahko gravitacijsko lečenje uporabimo tudi za proučevanje širjenja vesolja in same sestave vesolja, namreč ti podatki nam bodo razkrili točno, koliko temne snovi vesolje vsebuje. Maruša predstavlja tudi to sliko, kako pač vidimo gravitacijsko lečenje, lahko doma, namreč če postavimo kozarec vina, njegov pecelj pred vir svetlobe, lahko dobimo kako gravitacijsko lečenje deluje kot tako. In je dejansko ekvivalent optičnega lečenja v istem matematičnem opisu. Poznamo dva režima gravitacijskega lečenja. Prvo je to močno gravitacijsko lečenje, o katerem je Maruša že dosti povedala. Značilnosti so, da izjemno popačijo oddaljene galaksije v ozadju, uporabno pa je za direktno meritev mase galaksij v ospredju, recimo te oranžne galaksije na levi sliki oziroma jate galaksij spodaj.
In tudi lahko uporabimo to za meritev Hubbleove konstante H0, ki meri, kako hitro se vesolje širi. Sam bom predstavil več o šibkem gravitacijskem lečenju. Značilnosti tega pa so, da gre za šibka popačanja oddaljenih galaksij, ki so v bistvu nezaznavna za eno galaksijo. Namreč, če smo oddaljeni dosti daleč stran od naše galaksije, ki jo hočemo opazovati, vpliv gravitacijskega lečenja na oddaljene galaksije je dosti majhen, da samo popači malenkost eliptičnost galaksije, ki jo na to lahko izmerimo. Ampak zato moramo izmeriti eliptičnost vsake galaksije, ki jo vidimo na nebu, in na to koherentno, statistično opisati, kako se vse oblike vseh galaksij spremenijo pod vplivom temne snovi. Zato uporabljamo statistične metode, kot so recimo korelacija med temi oblikami in pozicijami na nebu. Šibko gravitacijsko lečenje se lahko uporabi za meritev značilnosti in mase temne snovi glede na značilnosti populacije galaksij v vzorcu. S tem mislim na to, da če imamo te galaksije, ki lečijo, se pravi galaksije, ki so bližje nas, če izberemo galaksije z določeno maso zvezd, z določenim številom zvezd, z določeno barvo, lahko na to ugotovimo, koliko te skupine galaksij, več tisoč teh galaksij, kakšne mase temne snovi imajo. Uporabne so pa tudi za, se pravi, šibko gravitacijsko lečenje pa uporabno tudi za kozmološke meritve, se pravi, lahko ugotovimo točno, koliko temne snovi imamo v celotnem vesolju, koliko nevtrini vplivajo na širjenje vesolja, koliko je tudi temne energije in različni modeli gravitacije in podobno. Sama meritev tega šibkega gravitacijskega lečenja poteka, recimo, če se usedemo na eno galaksijo v spredju, potem v različnih radijih, v anulih okoli galaksije lahko izmerimo, koliko so galaksije, koliko je oblika galaksij povezana z kotom, kjer je. In to nam da meritev približno, ki izgleda takole. Tukaj je na spodnji osi označena oddaljenost od sredine galaksije in na vertikalni osi meritev popačanja. To nam pove, koliko mase, koliko temne snovi imamo, to pa koliko daleč je razporejeno na vesolju. Sam sem član tega pregleda neba, ki ga imenujemo Kilo Degree Survey, oziroma na kratko KIDS. To je pregled neba, ki se izvaja na 2,6 metrskem teleskopu v Čilu, s pomočjo Omega Cam kamere, ki je prikazana levo zgoraj na fotografiji, sestavljena iz 32 CCD čipov, skupaj 268 megapikslov, se pravi, ta kamera je nekje velikosti 17-inčnega laptopa oziroma ekrana, če bi si predstavljate, koliko velika kamera je to. Ob koncu pregleda bo zajela 1450 kvadratnih stopinj na nebu. Ta številka mogoče vam ne pove nič kaj dosti, ampak na ta slajd sem vrnil, se opravičujem. Če vam predstavim, koliko polovica neba na nebu izgleda, toliko v tem rdečem je trenutni zajem tega pregleda neba. In v teh, zato pink in oranžno barvo lahko vidite dejansko razporeditev temne snovi na tem delu neba. Spravi, kjer je oranžno, je več temne snovi, kjer je bolj vijolično pink, je manj temne snovi na nebu. Sam ta KIDS pregled neba je kolaboracija več ljudi, več inštitutov iz celotnega sveta v bistvu. Vodi ga Univerza v Leidenu, sodeluje pa tudi Univerza v Bochumu, Univerza v Edinburgu, Univerza v Münchnu, prav tako v Vancouveru in v Neaplju. In tukaj je fotografija vseh, velike večine udeležencev na enem izmed preteklih srečanj. Tipično KIDS polje izgleda nekako takole in vsaka barvna pika tukaj je ena galaksija, ene par zvezd tudi, ki so posvetleče. In v bistvu za
za našo preučevanje izmerimo obliko in razdaljo do vsake galaksije na sliki, ki jo imamo. To pa zajame približno 30 milijonov galaksij v trenutnem delu, ki na nebu. Da dobimo kozmološke podatke iz takega pregleda neba, potrebujemo dosti različnih ljudi, različnih profilov, z različnimi znanji. Namreč zajamemo slike, zajamemo tudi spektre, se pravi, ki nam pomagajo določiti, kako daleč so galaksije. Veliko teorije, veliko statistike in dosti programiranja. Namreč, da za obdelati tolikšno količino slik in podatkov potrebujemo res veliko računalniških zmogljivosti tudi. Namreč shraniti vse to na enem osebnem računalniku je nemogoče trenutno. Sama meritev nekako izgleda takole, se pravi, kompresija iz vseh teh slik, ki jih na nebu zajamemo, potem kot rezultat lahko izmerimo te točke, ki jih lahko vidite na tem trikotnem plotu. In črte predstavljajo tudi teoretični model, ki ga potem primerjamo z podatki. Iz tega na to izvemo točno, koliko temne snovi imamo s pomočjo takšnih rezultatov. To bom točno razložil, kaj se tu da videti. Tole je, koliko temne snovi imamo, kako je gručava ta temna snov. To so 3 različne metode, ki smo jih uporabili v tej študiji, zato da smo primerjali samo konsistenčnost naših podatkov med različnimi metodami, kako jih lahko dobimo iz samih fotografij in kakšne predpostavke se za to uporabljajo. In na to tudi primerjamo to z rezultati iz mikrovalovnega sevanja ozadja. To je namreč tudi ena izmed meritev, kako lahko ugotovimo te kozmološke podatke. In kot vidite, lahko te banane različnih barv nam predstavljajo verjetnost za kje se ta količina, koliko je te količine snovi, koliko gručava je. In to nam da podatke o temle receptu za vesolje. In ena izmed metod, kako da ugotovimo, da imamo 23% temne snovi, je namreč tudi ta kozmično striženje. Največje odkritje kozmičnega striženja so to, da se vesolje verjetno širi drugače, kot smo vedeli pred 10 leti. Namreč tole razlikovanje med meritvami Plancka in našimi meritvami kaže na to, da se vesolje med tem, ko je kozmološko ševanje ozadja se pojavilo na nebu, če lahko tako rečem, in kako se galaksije trenutno obnašajo v vesolju, kaže na to, da temna energija verjetno deluje nekoliko drugače v različnih časih razvoja vesolja. Vendar je to še prehitro za sklepati trenutno. Temna snov je tudi veliko bolj enakomerno razporejena v vesolju, kot smo vedeli do sedaj. Namreč predvidevajo se, da je res gručavo razporejena v jater galaksij, ampak trenutno kaže, da je bolj tudi razporejena v območjih med jatrami galaksij. In prihajajoči sateliti bodo pomagali razoznati trenutne nejasnosti, kot so na primer Euclid, Roman in tudi na Zemlji LSST novi teleskopi. To v prihajajočih letih pričakujemo tudi ogromno količino podatkov. Na primer Euclid bo pokril 10.000 kvadratnih stopinj na nebu, kar je 10-krat več trenutno, kar premore Kic. S tem bi vam se rad zahvalil za pozornost in končal z enim smajlijem na nebu. Hvala. Najlepša hvala, Andrej. Zelo poučno in zanimivo. Eno moje vprašanje je tisti iz radovednosti. A se da s takimi opazovanji ugotoviti tudi, a se ta gručavost oziroma porazdelitev temne snovi kaj spreminja za razdaljo od nas skozi zgodovino vesolja? Recimo, a je možno ugotoviti, recimo, a je bila, ne vem, 10 milijard let nazaj drugačna, kot je zdaj? Ali je to že preveč? Ja, 10 milijard je predaleč, bi rekel. Z trenutnimi pregledi neba se tega do takšnih razdalj v vesolju, da bi nam omogočala te starosti načeloma ne moramo priti trenutno.
saj ne z kozmičnim striženjem. Ampak se pa da na dost krajšem časovnem obdobju, bi rekel, pa se da. Namreč kozmično striženje ne samo, da gledamo, koliko so galaksije razporejene na nebu, v eni fotografiji se zanašamo tudi na to, koliko so razporejene v času, se pravi, koliko v tej z projekciji, v redshiftu, v rečnem termiku. Da ta informacija tudi bolj dobiti do neke smiselne razdalje. Do neke smiselne razdalje, ja. Ne pa tudi 10 milijard let, ja. Hvala. Tako zdaj pod vtisom tega, kar je Maruša rekla, ne? Do prvih galaksij bi si želeli vedeti. Ja, tako ja. Eno vprašanje imamo tukaj in sicer, kako komentirate odstopanje vaših banan v narekovaju na od Planckove meritve? V zadnjih par let je v teh kozmičnem striženju in podobnih raziskavah prišlo do velikega napredka, je namreč pred 5 leti recimo so se predvidevanja z tem kozmičnim severnim ozadjem dokaj ujemala. Ampak medtem, ko imamo boljše in boljše podatke iz KIT surveja, iz Dark Energy surveja in ostalih, se vidi, da to razhajanje vedno bolj očitno. Namreč veliko časa smo porabili za to, da se bi ugotovili, ali je naša metoda dost se pravi čujem, namreč povem samo angleški izraz za tole. Natančno? Biased, ja. Ja, se pravi, hočemo se znebiti vseh teh predsodkov, ki jih lahko pač kot človek z napako damo samo znanstveno analizo. In namreč po vseh teh večjih slepih analizah in da se prepričamo, da delamo to, kaj delamo je prav, še vedno to razhajanje ostaja. So tudi neke špekulacije, da bi tudi samo mikrovalovno sevanje ozadja, sama njihova analiza naj bi bila tudi mogoče napačna. Hvala. Imam jaz še eno vprašanje, ker omenil si ta projekt LSST na Vera Rubin observatoriju v Čilu. Kaj si pravzaprav obetate po eni strani, ali boste lahko, pač ta projekt bo imel veliko večjo količino podatkov, ne bo pokril 20 potnih stopinj, se pravi podatkov bo več, ali boste lahko uporabili ta ista orodja, kot jih uporabljate zdaj, ali jih boste mogli kako nadgraditi? In drugo vprašanje, kaj si obetate, kaj vam lahko LSST pomaga pri teh boljše rezultate, natančnejše, večje? Predvsem rezultati predvidevamo, da bodo zelo podobni temu, kaj lahko dobimo trenutno iz kozmičnega sevanja ozadja. Namreč te banane se bi dost skrčile do teh res podobnih vrednosti kot Planck in bi bile res zelo primerljive z tem in zelo natančne. Da pridemo do tega, pa je v bistvu kar precej problemov trenutno. Namreč za šibko gravitacijsko lečenje trenutno večinoma predvidevamo, da je samo temna snov in da pač navadna snov ne vpliva na naša opazovanja, vendar temu res ni tako. Da se trenutno vlaga na to med samo koliko dejansko plin in zvezde v galaksijah vplivajo na samo razporeditev temne snovi in to je v bistvu zelo pomembno z računalniškimi simulacijami pridobiti nekatere poglede v samo fiziko tega. Kako pa je z obdelavo podatkov opazovalnih? Mislim, bo to, da bo LSST imel veliko večjo količino podatkov, a bo to zelo velik zalogaj zahtevalo pri vaši obdelavi podatkov, recimo pa potem primerjavi s simulacijami ali niti ne? Sam zajem fotografij in ta prva obdelava, iz katere se na to dobijo oblike galaksij in njihove razdalje do njih, je v bistvu kar problem, ker LSST bo imel par terabajtov podatkov zajetih vsako noč opazovanja in shranjevanje tega tudi za nadaljno obdelavo kasneje, če bi kdo hotel dalje obdelati, je kar probleme. In vem, da
so LSTP pristopili skupaj z Googlom, da bi njihovi te podatkovni centri pomagali pri obdelavi podatkov, ker imajo dovolj prostora za shranjevanje in za obdelavo. Trenutno za KIC recimo se da narediti z par temi serverji lokalno, ampak vseeno se zahteva par 100 procesorskih jeder, par terabajtov delovnega spomina na računalniki, da se v bistvu karkoli lahko naredi. Na osebnih računalnikih v bistvu že sedaj ne gre obdelovati tega. Za ključne te banane se da, to je mogoče, pač, ker imaš teh samo par točk, do katere si že par opazovalnih podatkov, do katerih smo že zreducirali svojo količino podatkov in na to samo primerjaš z modelom, to se da, ampak vse ostalo, da prideš do tega, je pa tehnološko zelo zahtevno. Prav, najlepša hvala. Potem pa nadaljujemo z tretjim, zadnjim predavateljem v tem panelu, dr. Miha Moškinja, je podoktorski raziskovalec na Inštitutu Lawrence Berkeley v ZDA in se ukvarja z meritvami lastnosti Higgsovega bozona s podatki eksperimenta Atlas. In to nam bo povedal, kako je to tudi povezano z temno snovjo. Ja, hvala za uvod. Bom še tudi jaz dodal, da sem tudi jaz Štajerc iz Slovenske Bistrice. Zdaj doktorat sem delal na Inštitutu Jožef Štefan, na Fakulteti za matematiko in fiziko. Zdaj sem pa že v tretjem letu postdoka v Kaliforniji v Inštitutu Lawrence Berkeley. Zdaj moje predavanje bo na temo fizike osnovnih delcev in povezave z astronomijo. Začel bom pa z zgodovino vesolja. Torej, vemo, da je vesolje staro nekje 13,8 milijard let. In s fiziko osnovnih delcev in s teorijo gravitacije lahko opišemo evolucijo vesolja vse od prvih trenutkov do sedanjosti, ampak vesolje je seveda še veliko pojavov, ki jih pa ne razumemo. Naprimer, temna snov, ki ste že kolega zelo dobro razložila, ki je 5-krat bolj pogosta kot običajna snov. Potem so še drugi pojavi, kot naprimer asimetrija med materijo in antimaterijo, vzrok mase nevtrinov in tako naprej. Zdaj bom hitro povedal, kakšna je zgodba z materijo in antimaterijo. Namreč antimaterija je nekaj čisto običajnega, naprimer antidelec od elektrona je pozitron, torej razlika je samo v naboju. In kadar se delec in antidelec stakneta, se anihilirata in spremenita v svetlobo, ampak to pomeni, da nekje v začetku vesolja je moral obstajati nek proces, ki je generiral precej več materije kot antimaterije, saj drugače materija ne bi prevladala in zvezde in galaksije se nikoli ne bi formirale. In torej fiziki osnovnih delcev skušamo odgovoriti na ta vprašanja, ravno s preučevanjem osnovnih delcev in njihovih interakcij. Naprimer, skušamo najti temno snov v nekem kontroliranem okolju ali pa skušamo najti procese, ki bi generirali precej več materije kot antimaterije, da bi s tem odgovorili na vprašanja. Zdaj teorija, ki je glavna za opis osnovnih delcev, je tako imenovan standardni model, kjer osnovne delce klasificiramo na tak način, kot je prikazano na tej sliki. Torej imamo fermione in bozone. Zdaj bozoni so nosilci osnovnih sil. Imamo 3 osnovne sile. Zdaj standardni model ne vključuje gravitacije. Torej te 3 sile, ki pa vključuje, so pa močna sila, elektromagnetna sila in šibka sila. Potem fermioni so pa gradniki snovi. In dejansko je vsa vidna snov v vesolju sestavljena iz kvarkov up, kvarkov down in elektronov. In zdaj imamo močno silo, ki veže kvarke v sestavljene delce kot naprimer proton. Torej proton so 3 valenčni kvarki, ki so med sabo povezani z močno silo, kar pa so v bistvu gluoni. Potem imamo seveda elektromagnetno silo, ki privlači delce z električnim nabojem. Na tak način lahko dobimo vodikov atom, naprimer en proton in elektron, elektronski oblak okoli tega protona. No, potem tretja sila pa je šibka sila, ki pa je naprimer odgovorna za radioaktivni beta razpad, kjer nevtron
razpade v proton, elektron ter elektronski nevtrino. To prikazuje takšen diagram spodaj. Zdaj, na nivoju osnovnih delcev beta razpad izgleda kot izmenjava tega bozona dvojni V. In zdaj šibka sila je predvsem pomembna za, na primer, detekcijo temne snovi. Saj temna snov vemo, da ne interagira ne z močno, ne z elektromagnetno silo, saj drugače ne bi bila temna, bi jo videli. Lahko pa načeloma interagira s šibko silo in ravno preko interakcije s šibko silo bi jo lahko v naših eksperimentih zaznali. In v tem diagramu pa ostane seveda še Higgsov bozon, ki ima res ključni pomen v tej teoriji. In namreč njegova velika pomembnost je ta, da generira maso vseh osnovnih delcev. Torej, v bistvu, kako pogosto osnovni delci interagirajo s Higgsom oziroma s Higgsovim poljem, je linearno sorazmerno z njihovo maso. In zdaj standardni model je res zelo močna teorija, postavljena je bila nekje v 70 letih prejšnjega stoletja. In ne samo to, da je zelo dobro razložila vse meritve, ki smo jih opravili, ampak je tudi napovedala obstoj novih delcev. Na primer, leta 1995 in 2000 sta bila odkrita še zadnja delca, to sta bila kvark top in nevtrino tau. In zatem je ostal samo še Higgsov bozon kot edini delec, če ga nismo odkrili. In ravno za potrditev njegovega obstoja je bil zgrajen veliki hadronski trkalnik oziroma LHC, Large Hadron Collider, v CERN-u, ki pa je začel obratovati 2008. Zdaj, ta LHC je 27 km dolg tunel, 100 metrov pod zemljo. Nahaja se na meji med Francijo in Švico pod Ženevo. In v tem tunelu imamo v bistvu vakuumsko cev in sistem magnetov, s katerim pospešimo protone praktično na hitrost svetlobe in jih nato med sabo trčimo. Zdaj, Einstein nam je že pred nekaj 100 leti povedal, da sta energija in masa v bistvu ekvivalentni, in s tem, ko trčimo protone z zelo veliko energijo, lahko kreiramo nove delce, ki imajo veliko večjo maso kot protoni. V našem primeru lahko naredimo delce recimo z 1000 ali več mas protonov in na ta način skušamo kreirati neke nove delce, ki še jih ne poznamo in jih potem zaznati. Zdaj, to je seveda največji in najzmogljivejši pospeševalnik v zgodovini. In ti trki protonov se zgodijo na 4 lokacijah, kjer so potem postavljeni eksperimenti, ki te podatke zajemajo. To so Atlas, CMS, ALICE, LHCb. Jaz delam v eksperimentu Atlas, tako da bom povedal še nekaj več o Atlasu. Zdaj, Atlas je zelo velika aparatura. Dimenzije so 46 metrov krat 25 metrov, ima 7000 ton. In zdaj trki protonov se zgodijo nekje na sredini detektorja in potem letijo nove delci, ki nastanejo, letijo pravokotno glede na to pot protonov. Atlas je potem sestavljen iz večjih slojev, kjer je vsak sloj specializiran za detekcijo drugih delcev oziroma zmeri druge lastnosti delcev. Število trkov protonov na sekundo je nekje 1 milijarda na sekundo, kar je res ogromno število, ampak zaradi omejitev v tehnologiji, kot recimo hitrost, s katero lahko zapisujemo na disk, se moramo potem zelo hitro odločiti, kateri izmed teh trkov so zanimivi in na koncu jih zapišemo nekje 2000 na sekundo na disk in jih potem kasneje analiziramo. Zdaj, samo za primerjavo z neko drugo tehnologijo je na primer v središču je tako imenovan pixel detektor. To je detektor, ki ima v bistvu silicijeve pixel senzorje, kar je zelo podobno kot na primer kamera ali fotoaparat. Ima 80 milijonov pikslov in vsak posamezen piksel zajema podatke s frekvenco 40 MHz. Vsa ta aparatura pa je obdana z zelo močnim magnetnim poljem, v tem našem primeru 2 Tesla, ki potem ukrivi nabite delce in s tem lahko izmerimo njihovo energijo. Zdaj, sama identifikacija delcev je predstavljena tukaj. Zdaj, nabiti delci, ki potujejo skozi detektor,
interagirajo z atomi ali molekulami snovi in s tem pustijo energijo v detektorju in ta energija se potem odraža kot električni tok, ki ga izmerimo z elektroniko, ki je vgrajena v detektor. Zdaj, na primer, elektrone prepoznamo na ta način, da se ukrivijo v magnetnem polju, ker imajo naboj, potem v tem piksel detektorju pustijo sled, v kalorimetru, ki je naslednji nivo, pa potem destruktivno pustijo še vso preostalo energijo. Na primer, za primerjavo imamo tudi fotone, ki se pa ne ukrivijo, zato ker nimajo električnega naboja, tudi ne pustijo sledi v piksel detektorjih, ampak pustijo pa vso svojo energijo v kalorimetrih. Zdaj na podoben način identificiramo tudi še ostale osnovne delce. Ne moremo pa recimo identificirati nevtrinov, saj nevtrini ne interagirajo z ničemer, razen z šibko silo, ta pa je preveč redka, da bi se te interakcije dejansko zgodile. Ampak, zato ker trki protonov se zgodijo z enako energijo z obeh strani, zato vemo, da bi načeloma morala biti vsota vseh rekonstruiranih delcev, bi morali imeti vsoto energije v pravokotni smeri nič. Vkolikor pa to ni res, če imamo kak preostanek energije oziroma manjkajočo energijo, proglasimo to energijo kot energijo, ki pripada nevtrinom. Tako, zdaj kolaboracija Atlas je ogromno mednarodno sodelovanje. Imamo okoli 180 inštitutov z celega sveta. To je okoli 3000 raziskovalcev, med katerimi je okoli 1200 doktorskih študentov. Član je tudi seveda inštitut Jožef Štefan. Na splošno mislim, da je okoli 20 do 30 Slovencev v Atlasu. Potem Atlas pa je del CERN-a, kjer je vse skupaj okoli 10 000 uporabnikov. Zdaj porazdelitev uporabnikov izgleda približno tako. Od leta 2017 naprej je tudi Slovenija postala pridružena članica CERN-a, čakamo na polno članstvo. No in seveda od sedaj naprej imajo slovenski raziskovalci ali delavci v industriji oziroma izobraževanju res odprta vrata za sodelovanje z CERN-om. Tako, to je demografija Atlasa in CERN-a. Zdaj pa gremo naprej na odkritje Higgsovega bozona. Torej, LHC je bil res zgrajen z namenom, da odkrijemo Higgsov bozon. No in 4. julija 2012 sta eksperimenta Atlas in CMS hkrati naznanila odkritje Higgsovega bozona z maso 125 gigaelektronvoltov. Zdaj, za primerjavo, masa protona je nekje 1 gigaelektronvolt, torej je 100-krat težji od protona. Odkrili smo ga na ta način, kjer Higgs razpade na 2 fotona. Torej v našem detektorju smo rekonstruirali 2 fotona in potem preko meritve njihove energije in gibalne količine lahko določimo maso delca, iz katerega sta nastala, in dobimo eno takšno porazdelitev, ki ima padajočo ozadje iz ostalih procesov. Potem pa ta proces, kjer Higgs razpade v 2 fotona, naredi eno takšno resonanco v obliki Gaussove porazdelitve in preko tega lahko izmerimo njegovo maso. Zdaj naslednjo leto, 2013, sta potem François Englert in Peter Higgs dobila Nobelovo nagrado, saj sta že napovedala obstoj tega delca leta 1964. Torej trajalo je nekje 60 let, da smo potem ta delec dejansko odkrili. Zdaj, tako na primer izgleda slika takšnega razpada v našem detektorju. Zdaj, Higgs je seveda zelo kratkoživ in takoj, ko nastane pri trku protonov, takoj tudi razpade. In v tem primeru razpade na 2 fotona. Tako kot sem že prej omenil, ta 2 fotona potem se ne ukrivita v magnetnem polju, tudi ne pustita sledi v notranjosti, ampak pustita pa vso svojo energijo v kalorimetrih in na ta način ugotovimo, da gre tukaj za proces, kjer sta 2 fotona, ki pa lahko pripada Higgsovemu bozonu. Ok, zdaj število vseh Higgsov, ki smo jih do zdaj sproducirali s trki protonov, je nekje 10 milijonov. Zato je precej majhna številka, glede na to, da imamo
nekje milijardo trkov na sekundo in podatke zajemamo že zadnjih nekaj 10 let. No, ampak 10 milijonov Higgsov je še vedno dovolj, da smo izmerili skoraj vse njegove ključne lastnosti. Naprimer, potrdili smo, da Higgs res interagira z bozoni dvojne V in Z, ter kvarki in leptoni iz tretje družine, to so najtežji kvarki, top, bottom in lepton tau. No, potem te meritve lahko prikažemo na takšnem grafu, kjer je na X osi je masa osnovnih delcev, na Y osi pa je moč interakcije tega delca s Higgsovim bozonom in vidimo, da res dobimo linearno odvisnost, kot je to napovedal standardni model. Zdaj tukaj spodaj vidite, imamo tudi delec mion, to je zelo podoben delec kot elektron, ampak ima večjo maso, kljub temu pa ima manjšo maso kot tau, zato Higgs z njim interagira bolj poredko. In to je ena izmed meritev, pri kateri sem jaz sodeloval, torej jaz sem naredil to meritev in sem jo tudi predstavil letos na konferenci Higgs 2020, če koga zanima mogoče kaj več detaljev o tem. In tako vse meritve do sedaj potrjujejo, da je Higgsov bozon res odgovoren za mase osnovnih delcev. Na to sklepamo preko te linearne odvisnosti in da preferenčno interagira z bolj masivnimi delci. Zdaj, ko bomo zajeli večjo količino podatkov, bomo lahko tudi bolj natančno izmerili interakcije Higgsa z lažjimi delci, kot so na primer bolj natančne meritve z mioni, potem so naslednji, ko bomo jih izmerili, so kvarki C. Zelo pomembna je pa tudi meritev interakcije Higgsovih bozonov samih seboj. In kakršnokoli odstopanje, ki bi ga tukaj odkrili, bi bil recimo odličen namig za novo fiziko. Ampak kot sem omenil, zaenkrat se še vse sklada. Zdaj razen meritev Higgsovega bozona, merimo tudi vse ostale procese standardnega modela. Zdaj vsaka točka na tem grafu predstavlja svojo meritev nekega drugega procesa. Torej, to je samo za ilustracijo tega, kako je res obsežen program RHC oziroma Atlasa. Tudi tukaj zaenkrat je standardni model zelo natančno napovedal verjetnost, kako pogosto se bodo ti procesi zgodili. In to je res izjemen dosežek, saj te verjetnosti se razprostirajo skozi 10 velikostnih razredov. Tako, zdaj pa še nekaj malega o temni snovi. Torej, kot sta že kolega Maruš in Andrej povedala, vemo, da temna snov obstaja, ampak ne vemo, kaj temna snov je. In pod določenimi pogoji bi jo lahko mi detektirali v detektorjih. Zdaj načeloma temno snov iščemo na 3 načine, preko indirektne detekcije. To bi recimo ustrezalo takšnemu diagramu. Zdaj pri indirektni detekciji bodo delci temne snovi anihilirali, torej 2 delca temne snovi se bosta nekje v vesolju zaletela in anihilirala ter spremenila v zelo močne fotone ali nevtrine. No in potem te nevtrine ali fotone bi mi detektirali z raznimi specializiranimi teleskopi. To je indirektno. Potem lahko tudi direktno. To je takšen diagram. Zdaj posebnost pri direktni detekciji je ta, da tukaj bi pa delci temne snovi bi res prišli na Zemljo in direktno interagirali z našim detektorjem. Torej, na primer, zaleteli bi se v atom naše detektorske snovi, s tem sprožili vibracije v tej snovi in pustili nek električni signal. No in potem tretja možnost pa je ta, da mi dejansko ustvarimo temno snov preko trkov delcev standardnega modela. Torej, na primer, v LHC-u lahko ob trku 2 protonov pod določenimi pogoji nastane temno snov, ki bi jo pa potem mi v detektorju izmerili kot ta manjkajoča energija. Kot sem prej omenil, na kak način izmerimo nevtrine, na ta način bi tudi lahko izmerili temno snov. No in potem sodelovanje med temi 3 načini detekcije se odraža tako, da te rezultate med seboj primerjamo in skupaj potem postavimo močnejše limite. Naprimer, to je en takšen graf, kjer imamo recimo na X osi maso temne snovi v določenem modelu, na Y osi je verjetnost, da ta temna snov interagira z atomskimi jedri
No in potem vsa pobarvana polja so območje, kjer je ta model izključen. Torej, če obstaja temna snov v tem modelu, se mora nahajati nekje v tem belem območju, torej mora imeti zelo majhno maso ali pa mora verjetnost, da temna snov interagira z atomi, mora biti zelo majhna. Zdaj bom še pokazal, kako recimo ti detektorji izgledajo. Naprimer, osebno mi je zelo všeč IceCube. To je eksperiment postavljen na Antarktiki. In namreč ima nekje 3 km globoko v led na Antarktiki potopljene optične senzorje. In zdaj ideja tega eksperimenta je ta, da detektira nevtrine. Namreč detektira pa nevtrine, ki pridejo z druge strani Zemlje, grejo skozi Zemljo in potem ti nevtrini interagirajo z molekulami ledu v Antarktiki. To sproducira nek majhen električni signal, ki ga potem senzorji zaznajo. No in seveda to je zdaj način, primer indirektne detekcije, kjer bi ti nevtrini lahko prišli od anihilacije dveh delcev temne snovi. Potem drug primer še pa je eksperiment Xenon. Tukaj gre za direktno detekcijo. In v tem primeru iščejo za dogodke, kjer bi delci temne snovi prileteli direktno v detektor in interagirali z atomi tega tekočega ksenona. Mislim, da imajo nekje 1 tono tekočega ksenona. In v tem primeru bi se spet sprožil nek električni signal, ki bi ga potem detektirali z senzorji. Ok, zdaj omenil sem, da iščemo z atlasom temno snov, iščemo pa tudi še goro drugih hipotetičnih delcev. Zdaj to prikažemo spet na takšnem grafu. Tukaj bom samo omenil, da 2 izmed teh meritev sem naredil recimo jaz za svoj doktorat. No in v tem primeru smo iskali za en takšen proces, ki seveda ugotovili smo, da ta proces ne obstaja in postavili smo spodnjo mejo za maso teh hipotetičnih delcev, ampak v tem primeru bi na primer nastal Higgsov bozon z nabojem 2. In na primer ta model, če bi obstajal, bi lahko na primer razložil, zakaj imajo nevtrini zelo majhne mase. Tako, zdaj samo še nekaj malega o časovnici LHC. Zdaj nahajamo se zdaj nekje tukaj v tako imenovanem long shutdown 2. Torej zdaj trki sedaj nimamo trkov, ker delamo v bistvu razna popravila in upgrade za naše detektorje. Zdaj 2021 bomo začeli z run 3, kjer bomo zajemali podatke 4 leta. In v teh 4 letih bomo zajeli 2-krat več podatkov, kot jih imamo sedaj. Potem pridemo pa spet na tako imenovan long shutdown in začnemo z run 4, run 5. Torej imamo postavljen program za naslednjih 20 let in po teh 20 letih bomo povečali število zajetih podatkov najprej za faktor 2, potem še pa za faktor 10, z večjo količino podatkov. Imamo seveda večjo verjetnost, da odkrijemo neke nove, zelo redke procese. Tako, potem za uspešno nadaljevanje tega programa bo pa potrebno zgraditi nov pospeševalnik in trenutno so 2 glavni možnosti, da zgradimo večji protonski trkalnik z večjo energijo trkov, ali pa druga možnost, da zgradimo trkalnik elektronov, ki bi imel sicer nižjo energijo, ampak višjo natančnost. To so samo eni primeri izmed glavnih kandidatov za naslednji pospeševalnik. Naprimer, FCC bi bil zgrajen v CERN-u kot nadaljevanje LHC-ja. Zdaj LHC je 27 km dolga cev, FCC bi bil dolg 100 km. Tukaj vidite, bi šel celo pod Ženevskim jezerom. Zdaj podoben plan je na Kitajskem, ki planirajo zgraditi spet tudi 100 km dolg tunel. Potem so pa tudi možnosti za linearni pospeševalnik. Ta bi pa pospeševal elektrone. Naprimer, spet zato ima plan CERN, KLIK, ki bi bil do 50 km dolg tunel za pospeševanje elektronov.
In podoben plan je tudi na Japonskem, naprimer ILC, ki bi pa bil 30 km dolg pospeševalnik elektronov. In seveda cilj je zgraditi pospeševalnik, ki bo najbolje nadaljeval fizikalni program in nam dal največjo verjetnost, da odkrijemo nekaj novega. Tako, to je to. Zaključil bom s tem povezavo spet med dvemi vedami, torej fizika osnovnih delcev in kozmologija oziroma astronomija. Se obe ukvarjata z osnovnimi problemi v naravi, kot naprimer dinamika vesolja, temna snov, ampak vsaka za svoje strani. Zdaj fiziki osnovnih delcev ustvarjamo osnovne delce, kot naprimer Higgsov bozon v kontroliranem območju na Zemlji in jih potem preučujemo. Astronomi oziroma kozmologi pa preučujejo pojave v vesolju nekje vse do 380 tisoč let starega vesolja. Zdaj eksperiment Atlas v CERN-u je zelo velika mednarodna kolaboracija z več kot 3000 raziskovalci. Do sedaj se vse meritve skladajo z napovedi standardnega modela, ki je bil postavljen v 70 letih prejšnjega stoletja, ampak kakršnekoli odstopanje bi bil zelo dober dokaz za novo fiziko in bi podala smernice za nadaljnje raziskave. Zdaj, razen znanstvene vloge, ima CERN tudi pomembno vlogo v izobraževanju in sodelovanju z gospodarstvom ter industrijo. Namreč tehnologije, ki so razvite za naše raziskave, se izkaže, imajo zelo veliko uporabnost tudi za širšo družbo. Ok, to je to, hvala. Najlepša hvala za zanimivo predavanje. Imamo 3 vprašanja, jih bom probala nekako po vrsti, kot so prihajala, in sicer mogoče si deloma že odgovoril, na katero od njih pa pač vseeno. Prvo vprašanje je bilo, kako bi nam podrobne meritve Higgsovega bozona povedale, da obstajajo še delci izven standardnega modela. In ali misliš, da je za odkritje novih delcev potrebno posegati po višjih energijah, to si že deloma povedal, ne? Ali pa se mogoče da kaj dobiti že iz pridobljenih podatkov in je treba najti boljše metode za zmanjšanje ozadja? Malo vprašanje iz publike. Ok, bom začel s prvim. Torej, ja, Higgsov bozon. Ja, zdaj pri Higgsovem bozonu je veliko vprašanje, odkot izvira Higgsov bozon. Naprimer, zmerili smo, da ima maso 125 gigaelektronvoltov, in izkaže se, da je sam obstoj vesolja je v bistvu zelo senzitiven na to številko. Naprimer, če bi njegovo maso spremenili v katerikoli smer, vesolje sploh ne bi moglo obstajati. No in fiziki domnevamo, da obstaja neka višja teorija, ki v bistvu napove Higgsovo maso oziroma generira Higgsovo maso na nek način. No in naprimer, ena izmed teorij je ta, da Higgsov bozon sploh ni osnovni delec, ampak je v bistvu sam sestavljen delec. No in zdaj ravno z meritvami interakcije Higgsovega bozona z ostalimi delci lahko potem recimo odkrijemo takšne stvari. Naprimer, če bi se izkazalo, da Higgs interagira z mioni dosti bolj pogosto, kot je to napovedal standardni model, bi to bil dokaz, da Higgs ni osnovni delec, kot ga je napovedal standardni model, ampak je ali sestavljen delec, ali je to nek drug delec z drugimi lastnostmi. In torej v bistvu pri meritvah Higgsa v bistvu potem na tak indirekten način lahko najdemo novo fiziko, ravno s tem, da zelo natančno izmerimo njegove lastnosti in vkolikor se te lastnosti ne ujemajo z napovedi standardnega modela, lahko sklepamo, da je tu nekaj novega, da smo odkrili nekaj novega. Potem bi pa seveda naredili nadaljnje eksperimente oziroma meritve, da bi ugotovili, kaj pa to točno je. Upam, da to odgovori na prvo vprašanje. Ja, drug del je bil pa, ali je treba iti do višjih energij, ali je možno tudi pri nižjih, ampak že iz pridobljenih podatkov, tako da se zmanjšajo ozadje nekako s nekimi metodami boljšimi, da se zmanjša ozadje. Ja, ful dobro vprašanje. Zdaj, iskreno povedano, mislim, da ne vemo, mislim, da sta oba načina legitimna. Ja, zdaj seveda z večjo količino podatkov, ja, je večja verjetnost, da izmerimo redke procese. Seveda tudi z zmanjšanjem ozadja
se lahko, naprimer, zdaj ta signal Higgsa tukaj je precej očiten, ampak neka nova fizika ne bi imela tako velikega signala, torej ja, za zmanjšanje ozadja bi se lahko res razkrila neka nova fizika, ampak kot sem omenil prej, zdaj z bolj natančnimi meritvami lahko odkrijemo novo fiziko na bolj indirekten način, torej lahko zmerimo neke lastnosti, ki jih je napovedal standardni model, recimo na nekaj decimalk natančno, in če se to ne ujema, je to dokaz za nekaj novega. Če pa hočemo direktno odkriti nek nov delec, potem pa najbrž res moramo zvišati energijo trkov. Ampak to je trenutno velika debata v našem communityju fizike osnovnih delcev, ali je najboljša prihodnost, da zgradimo močnejši pospešalnik z večjo energijo, ali pa je mogoče bolj pametno zgraditi elektronski trkalnik, ki ima nižjo energijo, ampak je bolj natančen, lahko bolj natančno zmeri standardni model. Tako da to mislim, da je odprto vprašanje in da zaenkrat ni jasno, kar je boljša smernica. Naslednje vprašanje je, si tudi po moje že odgovoril vse deloma, ampak dodaj, če želiš še kaj dodati, se pravi, kaj lahko pričakujemo od LHC-ja v naslednjih letih? Zdaj, torej, v naslednjih letih se bo število, predvsem, mogoče se bo celo zvišala energija trkov, ampak to bo samo iz 13 teraelektronvoltov na 14. Druga stvar pa je ta, da bo število vzetih podatkov bo nekje za faktor 20 več, kot pa imamo zdaj. No in s tem bomo lahko zmerili bolj redke procese, naprimer, na tem grafu bomo lahko šli dalje v to smer in naprimer zmerili interakcijo Higgsa z kvarki C. Potem druga zelo pomembna stvar pa je ta interakcija Higgsa samim sabo. Namreč ravno ta interakcija Higgsa samim sabo je zelo pomembna za raziskovanje narave Higgsa. Naprimer, če je Higgs sestavljen delec, bo drugače interagiral sam s sabo, kot če ni sestavljen delec. Tako da ja, to so takšne najbolj pomembne stvari, so naprimer Higgsove interakcije z drugimi delci in samim sabo, potem pa še na tem grafu tudi lahko gremo do bolj redkih procesov standardnega modela in mogoče tam najdemo kaj novega. Torej, ja, merili bomo bolj redke procese in obstoječe procese z večjo natančnostjo. Hvala. Imamo pa še zadnje vprašanje in sicer, kateri so najobetavnejši kandidati za temno snov zdajle? So to aksioni, WIMPi, kakšni drugi? Zdaj, ja, WIMPi, bom samo omenil, kaj so WIMPi. WIMPi so Weakly Interacting Massive Particles, torej to bi bili delci z maso, ki tudi interagirajo z šibko silo. Zdaj, WIMPi, mislim, da so bili klasificirani kot najboljši kandidati za temno snov v zadnjih nekaj letih, ampak razne te meritve Xenona in drugih eksperimentov, tudi LHC-ja, so že skoraj da izključile neke WIMPe pod navadnimi pogoji. Tako da v zadnjih letih WIMPi več niso čisto v ospredju. Tako da ja, aksioni so še vedno dobri kandidati. Potem so pa tudi kandidati razni delci, ki mogoče sploh ne interagirajo z šibko snovjo. Te pa bi potem dosti težje sploh detektirali, recimo na takšne načine, kot jih sedaj iščemo. Ampak ja, spet dobro vprašanje in mislim, da ne moremo narediti druga, kot pa da izboljšamo te eksperimente in postavimo še močnejše meje na WIMPe ali aksione. Ampak ja, mislim, da težko rečemo zdaj, kar je trenutno najboljši kandidat. Ampak ja, za WIMPe smo precej že skoraj da izključili v nekih normalnih pogojih. To je vprašanje, na katerega nihče trenutno nima odgovorov, ne? Ampak ja, mislim, da nimamo odgovora na vprašanje. Okay, najlepša hvala. Mogoče za zaključek samo isto vprašanje vsem trenem, tako malo
malo za šalo, no, ali pa tako provokativno, kaj mislite, kje bo naslednji velik korak pri razumevanju temne snovi prišel? A bo to bolj astrofizika, opazovanje vesolja, ali bodo to bolj eksperimenti na Zemlji zdaj, ali indirektni ali direktni? Mogoče sem nakratko, pač recimo, če bi morali staviti, kaj bi rekli? Jaz bom tako rekla, pač stavim seveda na eksperimente, ampak vsak eksperiment na Zemlji, vsak osnovni delec, ki bo ugotovljen kot možni kandidat za temno snov, bo pa moral iti skozi vsa astronomska opazovanja, da bomo lahko potem z zagotovostjo trdili, da je to res delec temne snovi, kajti samo odkritje enega delca, ki ima nizko interakcijo in maso, ne bo dovolj, da bomo lahko z zagotovostjo trdili, da je to temna snov. Tako da tukaj bodo opazovanja šle z roko v roki, bi jaz rekla. Hvala. Andrej, kaj ti meniš? Isto, ja. Kaj pa Miha? Ja, se strinjam. Mislim, da tudi moramo mogoče malo izven tega, kar do sedaj iščemo, in tudi mogoče razmisliti o kandidatih kot na primer razne črne luknje, ki so nastale že nekje ob nastanku vesolja, in še kakšni drugi kandidati, ki jih mislim, da rabimo nek breakthrough, mogoče ali v teoriji ali pa tudi v eksperimentalnih metodah, da res odkrijemo nekaj novega. Seveda pa upam, da bomo jih odkrili ali indirektno, direktno ali pa s pospeševalniki. To bi bilo res super. Super, najlepša hvala vsem trem za krasne predstavitve in razlage. S tem bomo zaključili panel Astronomija. Mogoče samo, ker gre za res tako časovno naključje. Danes, kot verjetno veste, je poseben astronomski dan, po eni strani je zimski solstici, ampak poleg tega je pa ravno zdajle najmanjša razdalja na nebu vidna med Jupitrom in Saturnom, manj kot 6 kotnih minut, kar je približno 1/5 premera polne lune, in temu rečemo velika konjunkcija Saturna in Jupitra. In tako blizu na nebu nista bila videti že od leta 1623. Naslednjič bosta pa leta 2080. Tako da, če ima kdo možnost, da ima jasno vreme, predlagam, da gre ven pa pogleda nizko nad obzorjem, na jugozahodu sta sedaj vidna. Če pa ne bo danes šlo, pa lahko tudi v naslednjih dnevih bosta še vedno tudi zelo blizu skupaj. Tako da hvala vsem, in s tem zaključujem in prepuščam organizatorjem besedo naprej. Najlepša hvala predsedujoči in vsem govorcem za ta zelo zanimiv in informativen panel. Upam, da bomo imeli priložnost se z vami še pomrežiti, zdaj takoj pravzaprav samo po tem zaključku z navodili, kako pridemo do mreženja. Upam, da se nam boste vsi štirje pridružili. Še enkrat bi vas povabila, da nadaljujete diskusijo na Slacku, ne samo danes popoldne, vendar tudi v naslednjih dneh, do katerega ste dobili vabilo o prijavi na dogodek. Sedaj pa smo pravzaprav prišli do zaključka prvega dne tega simpozija, res fino z tako zanimivim panelom. Hvala še enkrat vsem današnjim govorcem in predsedujočim za tako zelo zanimiv dan in nasploh, ker ste se odzvali našemu vabilu in vložili toliko časa v ta super dogodek. Sedaj pa bi vas vse povabila na današnje večerno mreženje. Ponovno bomo razdeljeni v Zoom breakout rooms. Link do mreženja ravnokar delimo v chatu, tako da ga lahko samo kopirate v brskalnik. Link je tudi tukaj. Ljudno pa bi vas tudi povabila, da se nam ponovno pridružite jutri ob 10:45 na jutrišnjih panelih, ki bojo o intermedijski umetnosti in kulturni dediščini, raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije ter internacionalizacije. In dan pa bomo zaključili s panelom o mikrobiologiji in infekcijskih boleznih. Vabljeni. Sedaj pa upam, da se vidimo še na mreženju danes večer. Hvala vsem še enkrat, ki ste bili danes prisotni.